Na današnji dan imamo v Sloveniji hospitaliziranih 700 pacientov z akutno obravnavo COVID na bolnišničnih posteljah in od tega jih je 169 hospitaliziranih v Univerzitetnem kliničnem centru. Hkrati je bilo danes zjutraj v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 132 pacientov okuženih s koronavirusom v enotah intenzivne terapije in od tega 40 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tekom celega včerajšnjega dneva smo v Univerzitetnem kliničnem centru sprejeli 21 novih pacientov s koronavirusom in zaradi tega pritiska odpiramo nove lokacije za namestitev teh pacientov. Tako po infekcijski kliniki, po novi pediatrični kliniki, po stari pediatrični kliniki, po ortopedski kliniki, po bolnišnici Petra Držaja, po drugem nadstropju centralne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra, sedaj v ta namen danes odpiramo tudi klinični oddelek za gastroenterologijo. Seveda planiramo tudi v naslednjih dneh, da bodo potrebe še rasle, zato se intenzivno pripravljajo tudi nove lokacije, tako da aktivno potekajo dela na teh deloviščih, hkrati pa seveda uspešno napredujejo tudi dela na delu tako imenjenega DTS-a, kjer pripravljamo večjo količino postelj s centralnim nadzorom, kjer bomo tudi v primeru neslutenih razsežnosti te epidemije lahko obvladali zadostno število pacientov. V tej priložnosti naj se zahvalim vsem svojim sodelavcem in sodelavkam, tako zdravnikom, medicinskim sestram, kot vsem podpornim službam, ki res tvorno, vsakodnevno požrtvovalno sodelujejo in pomagajo pri obvladovanju situacije. Hkrati naj se zahvalimo tudi Slovenski vojski in pa Slovenskim železnicam. Namreč včeraj smo relativno po hitri odločitvi, da infekcijska klinika potrebuje dodaten rentgenski aparat, praktično v nekaj urah rentgenski aparat iz bolnišnice Role 2 premestili na predinfekcijsko kliniko in tam danes že potekajo inštalacijska dela, tako da računamo, da že z jutrišnjim dnem pričnemo z delom na tem rentgenskem aparatu, ki je nameščen v kontejnerju, ter na ta način omogočimo bolj varno obravnavo pacientov s koronavirusom na infekcijski kliniki.